Julija, mi da Firceloga. Zdravo, jaz sem Klemen. Mi da bi pa rada zvedela kaj več o vesolju. Ste prišli na prav kraj? V Centru Nordung se ukvarjamo točno s tem. Kako so ljudje sploh prišli do zamisli, kakšno je vesolje? Že tisočletja opazujemo vesolje. Poleg tega, da nam nudi fascinanten razgled, je starim ljudem vesolje nudilo tudi nekaj praktičnih informacij. S pomočjo opazovanja zvezd in planetov so stari ljudje vedeli, kdaj se menjajo letni časi in tudi orientirati so se pomagali. A vesolje torej že dolgo raziskujemo? Zelo dolgo. Še pred 500 leti so ljudje verjeli, da se Zemlja nahaja v središču vesolja. Takole misli so, da je Zemlja v središču in da se vsi planeti in Sonce in vse ostalo vrti okoli našega planeta. Potem je pa prišel na sceno Nikolaj Kopernik, ki je izračunal to, kar bomo mi zdaj videli na simulaciji, če jo pohitrim. Kopernik je izračunal, da če bi se ti planeti res vrteli okoli Zemlje, bi njihove tirnice se vsake toliko križale, kar pomeni, da bi ti planeti slej ko prej med sabo trčili. In to je bil za njega dokaz, da Zemlja ne more biti v središču vesolja, ampak da se planeti, tudi Zemlja, vrtijo okoli Sonca. Kaj pa danes vemo o vesolju? Vemo, da se Zemlja vrti okoli Sonca, poleg 7 ostalih planetov. Vemo, da je naše Osončje v galaksiji Rimska cesta, kjer je 200 milijard ostalih zvezd in da v celotnem vesolju obstaja 200 milijard takšnih galaksij, kot je naša. Zares je ogromno. Svetloba od Sonca, naše najbližje zvezde, do Zemlje potuje 8 minut, od druge najbližje zvezde Alfa Centauri potuje pa do Zemlje kar 4 leta. Kaj imamo pa to tukaj? To je pa model našega Osončja. Na sredini je naša najbližja zvezda, okoli krožijo pa planeti. A jih znata našteti? Merkur, Ja, tale druga je Venera. res je. Pa imamo Zemljo, pa ta luno, te bele pikce, ne? Pol je Mars. Rdeči planet, tako je. Pa je pa Jupiter, ta malo oranžen pa bil. Pol je pa Saturn z Saturn. obročem. Res je. Ja. ki ima ful lun zgleda. Ja. Pa še zadnja dva. Uran pa Neptun. Ja. Bravo. Prvih 5, ki sta jih naštela, so vidni s prostim očesom in jih ljudje poznamo že tisočletja. Uran pa Neptun pa smo odkrili šele pred 200 leti z ogromnimi teleskopi. Kaj pa tukaj vidimo? Tukaj lahko vidimo, kako se Sonce primerja z ostalimi zvezdami. Vidimo, da obstajajo manjše zvezde od Sonca, kot je Proxima Centaura, pa tudi večje, kot je Spica, pa precej večje, kot je Aldebaran, pa precej večje, kot je Betelgeza. A to je pa črna luknja? Res je, to je črna luknja, en izmed najbolj misterioznih objektov v našem vesolju. Črne luknje nastanejo od umrlih zvezd, ki so 10-krat večje od Sonca. Ko jih raznese, pa ko umrejo, njihova sredica ostane dovolj vroča, da kemične reakcije potekajo naprej in začnejo nastajati vedno težji elementi. Dokler ni ta zmes tako gosta, da njena gravitacija postane ogromna, tako močna, da niti svetloba ne more uiti tej gravitaciji, ko se dosti približa črni luknji. Kako smo pa vse to ugotovili v vesolju? To smo ugotovili s teleskopi. Z tako napravo, s katero lahko iz Zemlje gledamo, kdorkoli želi vesolje. Največ informacij o vesolju pa sta nam dala dva vesoljska teleskopa, Hubble in pa James Webb, ki sta potrdila, koliko staro je vesolje, ki sta z opazovanjem infrardeče svetlobe potrdila, da se vesolje širi. Hubble potuje okoli Zemlje na višini 500 km, James Webb pa je od Zemlje oddaljen približno toliko, kot je Zemlja oddaljena od Sonca. In da si lažje predstavljate, kako velika sta ta dva vesoljska teleskopa, je tu še maketa astronavta. Tu imamo pa še nekaj ekstra zabavnega. In sicer, če stopite na tehtnico, boste videla, koliko bi tehtala na ostalih planetih v našem Osončju. Vidiš, na Zemlji bi imel 33 kg, na Merkurju 12, na Jupitru kar 84, pa 12 kg na Marsu. Zakaj pa so take razlike na drugih planetih? Zaradi gravitacije je ena izmed osnovnih sil v našem vesolju. Vsaka masa ima svojo silo gravitacije, silo privlačnosti, silo težnosti, tudi pravimo. In večja kot je masa, težji kot so planeti, večjo gravitacijo imajo, bolj nas držijo priklenjene na svoje površje. In ker so planeti različno težki, eni so težji od Zemlje, eni so lažji, bi tudi mi občutili to gravitacijo drugače. Na enih planetih bi bili lažji, na enih planetih bi bili težji.
tvoj 28 kg na Zemlji bi pomenilo 11 kg na Marsu, ker ima Mars samo 38% zemljine gravitacije, ker je toliko manjši in toliko lažji. Pa 72 na Jupitru. Na Jupitru bi imela pa 72 kg, ker je toliko večji in toliko masivnejši od Zemlje.